Dober dan. Živjo. Lepo pozdravljen, živjo. Živjo. Verjetno si ne bi mislili, da je bil Tijan Čehić večkratni svetovni prvak v modernem plesu, danes pa priznan koreograf. V otroštvu debel. Pri 8 letih je imel 50 kg. Seveda je izgled tudi velik del, tako da definitivno je bilo to vedno nekje v ozadju v moji glavi in sem se s tem verjetno na skrivaj tudi obremenjeval, oziroma sem čutil neke pritiske ali od družbe, kako bi mogel izgledati oziroma kaj se pričakuje. Prekomerno težak ni bil zaradi negibanja, nezdrave ali nepravilne prehrane, pač pa zaradi sladkih pijač. Ker od nekdaj zelo pridno pijem in ogromno pijem, kar je super, ampak če to ni voda, je to lahko velik problem. Potem pa, ko sem našel ples, sem vedno bolj se začel s tem ukvarjati. A ni bilo povsem lahko, se spominja. Sladke pijače je opustil postopoma. Smo preskočili iz sokov na vode z okusom, ampak smo ugotovili, da dejansko vsebujejo zelo podoben delež sladkorja in vse. Ples pa je bil potem tisti, ki ga je najbolj motiviral. Želel si je biti najboljši, spravil se je v formo. Danes je kot trener mlajšim generacijam vzor in zgled in pogosto jim pove, kako mu je šport, v katerem sodi sam svetovni vrh, pomagal. Za gibanje in koordinacijo to tudi spodbujamo. Yes. Debelost pri otrocih in odraslih pomeni prekomerno kopičenje maščevja, ki je disfunkcionalno. Za odrasle velja, da so čezmerno prehranjeni, če je indeks telesne mase med 25 in 30, medtem ko ITM nad 30 pomeni debelost. Pri otrocih je nekoliko drugače. Stroka uporablja percentilne krivulje, za dečke in deklice so videti takole. Tisti, ki so med 85 in 95 percentilo, so prekomerno težki, nad 95 percentilo pa predebeli. Torej, skupno približno 1/5 otrok čezmerno prehranjenih ali debelih. Od tega je približno 5% netorej debelih. Pred covidom nam je šlo dobro, se spominja profesor dr. Primož Kotnik z pediatrične klinike. Covid je dejansko predstavljen velik zobec v tej krivulji. Se pa počasi seveda zdaj to nekako se približevalo neki vrednosti, ki je bila predtem. Seveda si pa želimo, da bi se ta krivulja dodatno obrnila, da bi se nižala tako, kot se je prednižala ta prevalenca pred covidom. Če smo še pred nekaj leti o epidemiji debelosti med otroki govorili kot o ameriškem pojavu, je to danes tudi slovenski javnozdravstveni in družbeni problem. Stanje pa se, priznava tudi Polonca Truden Dobrin, v nasprotju s pričakovanji ne izboljšuje, kot bi si stroka želela. Imamo primere, ko so izredni, ko imate, 15-letne otroke, pa imajo 120–150 kg. Ali je otrok prekomerno težak, boste doma težko izračunali po prej omenjenih percentilih, lahko pa si pomagate z razmerjem obsega trebuha in telesne višine. Če je ta nad 0,5, to pomeni prekomerno prehranjenost in tudi že ogroženost za bolezni srca in ožilja. Pomembno je tudi, koliko je vaš otrok gibalno sposoben. Vpogled v rezultate športno-vzgojnega kartona Starši imamo, zadnji rezultati pa niso prav obetavni, razlaga Gregor Starc z Fakultete za šport. Nam, na primer, eksplozivna moč vrsto let pada in pada, predvsem zaradi tega, ker otroci imajo, na primer, vse manj eksplozivnih gibanj, ne samo v šoli, kjer se učitelji mogoče včasih bojijo, da je takšno gibanje, da ne bi prišlo do poškodb, ker so to res hitra gibanja. A ta gibanja so pomembna tudi v vsakdanjem življenju, če se denimo hočeš na hitro umakniti avtomobilu. Poleg eksplozivne pada tudi mišična moč. Imamo namreč vse več otrok, ki navzven izgledajo povsem zdravi in, kot radi rečemo, fit. V resnici pa to niso. Oni ne bodo, narekovaj, šli hujšati tako, da bodo tekli, pa hodili, pa se ukvarjali športom, ampak bojo enostavno nehali jesti. In to je sila nevarna stvar, sploh v obdobju, ko otroci rastejo. Tukaj vidimo, kako pomembna je šola, kako pomembna je telesna dejavnost v šoli. Smernice namreč nas napotujejo, da ima otrok vsaj 1 uro zmerne do bolj intenzivne telesne dejavnosti dnevno.
V bolnišnici za otroke v Šentvidu pri Stični se je zaradi debelosti zdravil Alen Pogladič. Pri 12 letih in 174 cm višine je tehtal 92 kg. Včasih sem skozi jedel sladkarije. Zdaj pa eno čokoladico na teden. Pred bolnišničnim zdravljenjem, ki traja 14 dni, ni telovadil, ni se gibal, ker se mu, pove iskreno, ni dalo. Zdaj obožujem telovaditi, vsak dan se migam in vsak dan grem ven. Pri svojih 14 ima še vedno 92 kg, a je v 2 letih precej zrasel in, kar je najpomembneje, odstotek maščobe v telesu se je 40% znižal na slabih 20. Meritve so pomemben del našega programa od prvega sprejema dalje, ker na takšen način spremljamo, kako otroku tekom zdravljenja gre. Pojasnjuje pediatrinja Irena Štucin-Gantar. Ravno v času našega obiska je bil na kontrolni meritvi Nik, ki je ravno tako že zaključil zdravljenje. To je težka vaja, tako da veliko palcev je dovoljnih. Prvega pol leta po odpustu iz bolnišnice ima okoli 70% otrok odlične rezultate. Po prvem letu pa se ta številka prepolovi. Marsikdo zaide na stara pota, motivacija popusti. Bistveno je, da najdemo neko aktivnost, v kateri otrok uživa, ne pa smo naredili že velik del napredka. Na bolniškem oddelku otrokom skušajo vsak dan čim bolj približati običajnemu dnevu doma. Tako da tukaj tudi hodijo v šolo. Učijo se, kako se gibati, kaj in koliko jesti, kako načrtovati obroke, obveznosti in aktivnosti. Hkrati je pa v tem času tudi narejena cela diagnostika metabolnega sindroma, tudi zato, da vidimo, kakšna je pravzaprav že resnost stanja, kateri otroci so primerni, da jih napotimo na pediatrično kliniko in so pač že dovolj stari, da bi bili mogoče tudi že za uvedbo zdravil. Nekaj 10 otrok v Sloveniji, starejših od 12 let, proti debelosti prejema zdravilo, a najtežjih primerov, debelih in predebelih otrok torej, obravnavajo bistveno več. Imamo tudi mladostnike, tudi do 200 kg recimo. Pri njih se praviloma že lahko pojavijo zapleti v presnovi. Vidimo mi pogosto družine predvsem, ki so socialno slabše preskrbljene, ki imajo manj možnosti, da se držijo prehranskih navodil. In še nekaj je treba vedeti. Debelost je genetsko pogojena. Poznamo ekstremne genetske predisponiranosti, pri katerih gre za okvaro gena. Debelost se torej razvije tudi, če takšnega človeka preselimo v okolje, kjer ni hrane, pripoveduje Kotnik. Tudi pri nas otroci, ki k nam prihajajo v našo ambulanto, pri približno 5% opredelimo genetski vzrok. V 60 do 80% je genetika odgovorna za razvoj debelosti, kar pa ne pomeni, da bo vsak z genetsko predispozicijo debel. Če mi živimo v zdravem okolju ali pa omogočimo tej osebi neko zdravo življenje, lahko tudi do neke mere to genetiko prevaramo. V obravnavi otroške debelosti je ravno zato ključna preventiva, ki v Sloveniji deluje v okviru 30 centrov za krepitev zdravja. Ko so mojega sina napotili v ta 3-mesečni program, se spominja Ana Hafner, sta bila prisotna odpor in strah. Da bi ga pač zafrkavali otroci v šoli. Najtežje je bilo tukaj v skupini telovadba. In mu je bilo veliko lažje iti na predavanja o prehrani. Ko pridejo otroci, so zelo v stiski v resnici. Sploh šestošolci recimo imajo zelo ta močen občutek sramu, kdo me bo videl, kaj bo rekel. Razlaga psihologinja Petra Marinko. Mnogi imajo občutek, da je z njimi nekaj zelo narobe, a Marinko jih uči ravno obratno. Ravno zato, ker sem okej, ker se imam rad, ker se spoštujem, zato si želim spremembe. V začetku so čisto vsi izjemno zadržani, pritrjuje kineziologinja Katja Ponikvar. Manjka teh osnovnih gibalnih veščin. Naprimer, recimo že samo plazenje ali pa premikanje po vseh 4. Že tu predstavlja neko težavo, ta osnovna motorika. Ko to usvojijo, dodajo vaje za moč, ki je otroci nimajo.
Osnova teh modelov je, da otroka vedno naučimo, kako naj sploh izgleda njegov krožnik. In otrok točno ve, da polovica krožnika ne bi bilo zelenjave, da so četrtina hidrati in da so četrtina beljakovine. Ker pa so krožniki lahko veliki, mali, jih vedno učimo v bistvu tudi z rokami. Da lahko z svojimi rokami, to je orodje, ki ga imajo vedno s sabo, da lahko svoj krožnik sestavijo uravnoteženo. 2 pesti zelenjave. Tako. Ena so hidrati, pa dlan brez prstov je beljakovinsko živilo. Zakaj pesti? Odrasli imamo večje roke kot otroci, količinsko lahko pojemo več, ker tudi več porabimo. In tu Rebeka Beribak apelira na stare starše. Ti so namreč pogosto del problema, ker bi svojim vnukom radi ustregli vsem, a jim pogosto škodijo. Taka pijača, ki vemo, da je zelo popularna, ima v celi embalaži 9 kock sladkorja. Pa recimo jogurt, ne? Jogurt, eden najbolj pogostih jogurtov, ki jih najdemo, ima 27 gramov sladkorja. To je 1, 2, 4, 9 kock. 9 kock. Pediatrinja Marjana Volarič pravi, da je v Krški občini debelost med otroki od epidemije narasla za 7%, kar je še bolj zaskrbljujoče ob dejstvu, da je prekomerno prehranjenih otrok ravno na vzhodu države že tako največ. Večinoma jih starši vozijo v šole in domov, otroci se zadržujejo v stanovanjih, se ne gibajo več tako na domačih dvoriščih, kot so se včasih. Prav tako vse manj otrok in mladostnikov zajtrkuje, vse več jih uživa energijske pijače, premalo spijo. Starši pa zaradi vse več obremenitev vse bolj hitijo. Včasih posegajo po napol pripravljeni, kupljeni hrani ali pa po druge vrste hitri hrani, ki pa vemo, da vsebuje nezdrave maščobe, soli in tako naprej. Učimo otroke in njihove starše razumeti, kakšna je razlika med fiziološko lakoto, torej lakoto, ko jem takrat, ko sem lačen, in pa med čustveno lakoto, torej ko jem zato, ker sem žalosten, jezen, zdolgočasen, razočaran, zaskrbljen. Ko to ponotranjijo, še pravi Marinko, smo na dobri poti. A pozor, starši smo odgovorni za svoje otroke, mi postavljamo pravila in meje. Naučili smo se vsi skupaj, da krožnike dajem jaz, ne več skledo na mizo in da si vsak vzame in ko ješ in še malo stane in še malo in ni potem več tizga, zdaj bomo pa skledo spraznili do konca. Preventiva se v resnici začne že veliko prej, v nosečnosti, ob rojstvu. Pomembno je dojenje, v predšolskem obdobju, ko se že pojavlja debelost, pa v ospredje pride način družinskega življenja. Koliko se doma kuha, kje se je, kaj družina počne. Da bomo vsi imeli zadostno telesno dejavnost, da bomo vsi zadosti spali, da bomo tudi mogoče pripravili družinski načrt. Odgovornost nas staršev je, da otrokom omejimo sedeči čas, se večkrat odločimo za zaslonski post in otroke spravimo v gibanje. Glede na to, da so otroci vse bolj podvrženi zaslonskemu pritisku, da je sedenja bistveno več, kot ga je bilo kadarkoli prej, in da je vseh tehnologij in motivcev gibanja bistveno več kot kadarkoli prej, je tukaj tveganje, da bodo stvari šle še na slabše večje. Vlada bi lahko v šole uvedla več ur športa, ki dokazano pomembno vplivajo na gibalne sposobnosti otrok. Zdaj smo v spirali navzdol, zato bi tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, lahko subvencionirali popoldanske plačljive vadbe. Klubi pa bi, še opozarja starc, morali svoja vrata odpreti vsem otrokom. Prehitra specializacija in treningi na tak način, da že od štarta naprej delaš vse za tekmo in tekmovanje in delanje vrhunskih igralcev, to se mi zdi zelo napačen pristop. Država lahko vpliva tudi na debelilno okolje, na promocijo nezdrave hrane. Za 24 ur Fokus opozarja britanska strokovnjakinja Emma Boyland. We've seen already that self-regulation by the food industry doesn't work. You know, it's regulating their own business model. So governments need to be the ones to say something needs to be done to protect our population. Precej bolj zahtevno je nadzirati spletne strani, družbena omrežja. General pushback from industry is always around money. You know, there'll be job losses, it will harm the economy and so on. But actually, when we've evaluated these sorts of outcomes, we've found that that's not necessarily the case. V Sloveniji od letos velja 22% DDV na sladke pijače in rezultati so:
Sladke pijače niso več takšen problem, so pa, kot ste slišali, energijski napitki. Za preprečevanje epidemije debelosti med otroki lahko mnogo torej naredimo sami, z zavestno odločitvijo, kako bomo živeli, kakšen zgled bomo svojim otrokom, kakšne navade jim bomo vcepili in s kakšnim znanjem jih bomo opremili za odraslo življenje.